Tako, zdaj smo dodali add new page. Ne? Tukaj le pejte z miško čez njo in izberete page, tako da pridemo na čisto prazno zadevščino z temle lepim gumbom Use the Divi Builder. In kliknite gor, Use the Divi Builder. Ok. Dajmo si za hec odpreti še eno spletno stran v brskalniku in sicer, vam napišem še tole v Word. elegantthemes.com, poševnica preview, poševnica divi z velikim D. Takoj vrnem, evo, elegantthemes.com, poševnica preview, poševnica divi z velikim D. Tole spletno stran vam jaz predlagam, da si jo kar bookmarkate. Zakaj? Zato, ker je tukaj preprosto vsa dokumentacija tega, kaj vse je možno za to temo in za posameznim modulom. Ne? Se pravi, za vse te module, ki so tukaj znotraj teme, je posamezna podstran, ki pokaže vse možne grafične verzije, kaj vse se da s tem narediti. Ne? In zdaj tukaj lahko že vidimo neke stvari, ki jih bomo spoznali na tej temi in pa na večini teh tem, ki so tako imenovane responsive teme. Ne? Se pravi, da se teme prilagajajo glede na zaslon naprave. Ne? Če bi nekdo prišel z manjšo napravo, je oblika malenkost drugačna, zato ker se začnejo te zadevščine sesuvati ena v drugo. Ne? Okay. Vse te responsive teme so na neki točki zelo podobne. Ne? Zato, ker morajo biti podobne, zato, ker morajo dovoliti, da se elementi repozicionirajo glede na napravo, ki jih gleda. Ne? Torej, zelo hitro boste videli, ne, da imamo neke horizontalne sekcije, ne, neke vsebine in znotraj teh sekcij so potem neke stvari, ne, neki oblikovni moduli, ne, recimo, če smo malenkost pozorni, ne, lahko vidimo, da je to 6 istih modulov z pač neko vsebino, ne, in potem, če grem malenkost nižje, ne, da imam recimo tukaj v tej sekciji, ne, definirano neko lepo, mehko ozadje, ne, in pa potem gumb, ne, to je recimo call to action modul, ne. Spet naprej imamo kar nekaj pač animacije, ne, spet imamo 3 module, tukaj imamo recimo 4 module, potem imamo neko galerijo, ne, in vse te stvari so nekako ločene med sabo. Ne. In če bi zdaj začeli recimo zmanjševati širino te spletne strani, ne, začnejo te elementi padati en pod drugega, ne, znotraj tega bloka, ki je grafično urejen. Ne. Tako da dajmo zdaj iti nazaj na naš urejevalnik in dajmo spoznati osnove Divi Builderja. Ne. Zdaj smo kliknili na tale Use the Divi Builder, da smo dobili tole zdaj tukaj. Ne. Prej smo kliknili tukaj na Load Layout, da smo napolnili zadevščino z nečim, zdaj pa bomo spoznali resnično, kako se ta stvar obnaša. Se pravi, Divi Builder v osnovi ima vsebino, ki je ločena na 3 točke. Prva točka je ta sekcija, ne? Tako, kot sem prej pokazal. Ne? Sekcija neke vsebine, v kateri imamo lahko potem postavljeno nekaj noter. Pod sekcijo je vrstica. Ne? Lahko imamo recimo več vrstic in v vsaki vrstici recimo lahko potem rečemo, ok, ne, ti imaš pa 3 stolpce, ti imaš pa 1 stolpec, ti imaš pa, ne vem, 4 stolpce, pa so te skupaj, pa je ta tak imali, pa ne vem kaj. Ne. In potem imamo modul. Ne. Se pravi, imamo sekcija, vrstica in modul. In eno je
najprej, ne, vse skupaj je v sekciji je vrstica in potem je modul. Ne more biti obratno, ne more biti sekcija v modulu ali pa vrstica v modulu ali pa karkoli. In zdaj, tukaj imamo prvo prazno sekcijo. Nič nimamo zaenkrat in v tej prazni sekciji imamo eno prazno vrstico, kjer zaenkrat še nismo povedali niti koliko stolpcev ima ta vrstica. Pa dajmo reči za hec, čisto za začetek, da ima ta zadevščina en stolpec. Mimo grede, tukaj imamo kar nekaj možnosti, oblikovnih možnosti, za vsak stolpec posebej, kako želimo mi zdaj postavljati neke elemente. Pravi, v trenutku, ko bomo hoteli zdaj nekaj repozicionirati, ok, tle bomo imela pa eno slikco, tle pa potem tekst o nas, ali pa ne vem, eno četrtina, tle bo fotka od sponzorja, tle pa recimo, kaj je sponzor naredil, ali pa whatever. Torej, dajmo izbrati zdaj prvo en sam stolpec in tukaj se mi zdaj ta stvar spremeni, da imam možnost dodati not module. Zelo podobno, kot smo imeli prej pri Gutenbergu, imamo tukaj zdaj spisek nekih modulov, ki jih lahko dodajemo v ta prostor. Enako kot pri Gutenbergu prej, s tem, da seveda nam omogoča 1000-krat več enih oblikovnih pa pozicijskih možnosti za spremembo. Pa dajmo za hec dodati noter zdaj samo eno sliko, torej jaz bom šel tukaj in bom izbral image. In pri vsakem modulu, to bo, ko bomo prišli do vizualnega urejevalnika, se pravi do urejevalnika vsebine v samem ospredju strani, boste videli, da tudi enake 3 zavihke imamo tukaj noter. Najprej imamo možnost za vsebino tega modula, potem imamo možnost za dizajn tega modula in potem, če smo res stručkoti, za dodatno kodo, ki jo lahko v samem modulu pišem. Do tega seveda absolutno ne bomo prišli, bomo se pa zelo veliko igrali z prvim in drugim zavihkom pri teh modulih, ko bomo prišli noter. Torej, dajmo v tale modul za sliko, klikniti tukaj na Upload an image in jaz bom si izbral eno novo slikico, da jo bom dal noter, tukaj bom kliknil na zavihek Upload Files in izbral nekaj novega, da ne bomo imeli skozi iste slikice. Torej, izbral sem si eno novo slikico in kliknil bom tukaj spodaj desno Set as Image. Kam nazaj? Aha, tako je. Dajmo za hec klikniti tukaj na Save and Exit, tako da zapremo vse te nastavitve, da gremo čisto ven. Se pravi, dajmo spoznati tele gumbke, ki se nahajajo na našem uporabniškem vmesniku. Enega poznate še odprej, ko smo imeli recimo meni, ki je skočil na tablico, oziroma ko smo imeli meni, ki je bil tukaj gor. Se pravi, katerakoli element ali modul ali vrstica ali sekcija ima hamburger meni. In če kliknete na ta hamburger meni, se odprejo vse te možnosti za ali modul ali vrstico ali pa sekcijo. Torej, spet lahko pridemo do vsega tega in do teh opcij modulov bomo šli malo bolj detaljno, če nam bo ostalo časa. Mislim, da nam sicer bo, tako da dajmo tole zapreti. Pa dajmo narediti še en modul, oziroma dajmo narediti eno novo vrstico. Tukaj le zraven, čisto spodaj, imam možnost Add Row. Pa bomo naredili eno novo vrstico, s tem, da bomo rekli, hočem imeti pol-pol.
Zdaj imam naenkrat enako kot prej, samo da imam prostor za dva modula. Ne? Mimo grede, vsaka ta vrstica ima tole ikonco, kjer lahko kadarkoli spremenite nastavitev za vrstice, za stolpce. Ne? Torej, če bi zdaj kliknil, bi lahko spremenil na 1, 3, 6, whatever. Ne? Tale ikonca mi omogoča, da dupliciram element. Ne? Če bi recimo zdaj želel duplicirati tole slikco, ali pa tole vrstico, ali pa celo sekcijo, lahko to enostavno naredim, da kliknem recimo na tole pok in imam naenkrat dva elementa, eden zraven drugega. Ne? In te elemente, kamorkoli, da ni na tehle ikoncah, kamorkoli se premaknete z miško, boste videli, da se bo kurzor spremenil in jaz lahko primem modul in ga potegnem na eno izmed drugih lokacij, ki sprejema te module. Ne? Se pravi, prijel sem to slikco in jo recimo zdaj potegnil na tele dve, na tale dva stolpca in imam te dve sliki, zdaj pol. Ne? Pa dajmo narediti še eno, da bo tukaj v zgornji vrstici. A se mogoče kdo spomni, kje je gumbek, ki bi nam pokazal spletno stran, kot je zdaj, ne da bi rabili shraniti? Kako bi nam zdaj, en gumbek je tlele, ki bi nam pokazal, kako izgleda tale naša spletna stran, ki smo jo zdizajnirali. Ja? Kje točno? Tam, ja, ok, tam, ne? Se pravi, če kliknete zdaj na preview, nam bo odprl ok, jaz pa mi tole izklopljeno, se pravi bom, Če kliknete na preview, mi bo odprlo zdaj naš prvi zelo kompliciran dizajn, se pravi modul za sliko, ki je čez celo širino in pa modul za sliko, ki je polovička, in če želimo katerega koli od teh elementov zbrisati, imate tukaj X. Lahko zbrišete tudi vrstico in lahko tudi zbrišete celo sekcijo. Čak, še pridemo do dosti več. Ja. Tukaj še dosti več teh dizajn opcij prijemo, ker je tudi front-end urejevalnik, se pravi urejevalnik, ki odpre na tem pogledu možnost urejanja in lahko kar direktno klikneš in začneš pisati. Z vsem dizajnom, ki je, bi lahko zdaj kliknil sem in bi začel spreminjati. Pridemo do tega, da najprej tisto stvar si nastavimo. Zdaj pa, na tej strani recimo lahko vidimo eno razliko med temi sekcijami. Tale pa tale sta popolnoma čez cel zaslon. Medtem ko tale, glejte, kaj se dogaja z višino. Meni in pa tale modul se pa držijo ene širine. Se pravi, to je bila tista širina, ki smo jo imeli prej za nastaviti v našem theme customizerju. Se pravi, imamo dve različni, oziroma tri, pridemo še do tega, ampak dve različni logiki sekcij. Imamo navadno sekcijo, tako kot smo jo imeli prej, in pa imamo tako imenovano celo zaslonsko sekcijo, ki gre absolutno od levega, absolutno do desnega in napolni vse, kar lahko. S tem, da, lahko bi v take prostore dali tako kot je tlele video, lahko bi dali meni, pač karkoli, telefonski klic sredi predavanja ne bomo dvignili. In, če se zdaj vrnem nazaj, imam tukaj, na koncu sekcije, imam tole full width section.
tako, full width section in tukaj mi zdaj ne da on možnosti vrstice, zato ker tukaj je samo ena vrstica in pač samo nekaj gre noter, tako, tudi ni več stolpcev, eno samo možnost mi da in tukaj imam malenkost manj elementov. Te elemente bomo spoznali vse, ampak lahko imamo recimo ta post slider, se pravi en gigantski element, kjer so grafično predstavljene novice. Najnovejša novica, plop. Prejšnja novica, pok. In lahko kliknete potem gor in prijete na tisto novico. Ali pa bi imeli, ne vem, nek magičen dobrodošli na naši spletni strani, tle imaš gumb za trgovino, klikni na enega. Ali pa kaj drugega, ne vem, lahko bi imeli recimo nek zemljevid, če bi imeli za neko specifično lokacijo, je potem spet zemljevid, ki gre maksimalno in maksimalno čez zaslon. Ena stvar, ki jo boste opazili, je, da recimo jaz ne morem iz klasične sekcije, ne morem potegniti elementov v full width sekcijo in obratno, zato ker pač te elementi niso kompatibilni med sabo. Do specialty sekcije bomo še prišli. Še eno zadevščino, ki jo imate tukajle. WordPress si sam zapomni vsako spremembo, ki jo boste naredili, ko kliknete gumb Publish. Od prvič, ko boste odprli to podstran, do ta zadnje spremembe. Se pravi, vsaka sprememba je v bazi shranjena in vedno greste lahko noter. Medtem ko Divi urejevalnik omogoča vse spremembe, ki so bile narejene zdaj noter v teh elementih in mi omogoča undo, redo, oziroma če tlele kliknem, imam vso zgodovino sprememb, ki sem jih naredil, preden sem shranil. Premaknil slikco, skloniral slikco, premaknil slikco, dodal nov stolpec, whatever. Se pravi, vse te spremembe imam in za vse te spremembe grem lahko en korak nazaj in če sem jo po pomoti zbrisal, če sem po pomoti karkoli od tega naredil, imam možnost, da to stvar grem nazaj. Ok, to je to. Zdaj, ne se bat, no. Tle gre zdaj za nek vmesnik, ki ga bomo zdaj, mogli bomo iti skozi njega. Se pravi, prej, ko boste recimo zdaj razumeli to, da če bi šli zdaj mi gledati tole stran, kaj zdaj v resnici gledamo, skozi oči tistega urejevalnika, ki smo ga prej videli. Ok, se pravi, to je zdaj full width section, z nečem, kam še ne vemo, kaj je temu ime, nekaj. Ok, to je specialty section, ki ima zdaj 3 stolpce in vsak ta stolpec ima zdaj 2 modula, ki še ne vemo, kako jim je ime, blurb drugač, ampak ima 2 modula in to je to. Potem imamo naslednjo sekcijo, spet imamo full width in imamo noter en element, ki se mu reče call to action, se pravi nek tekst in pa nek gumbek, in potem imamo spet eno sekcijo, pogledamo, ok, gre čez širino, ne gre čez širino, standardna sekcija, neka grafika, ki se animira, ok, besedilo, nič posebnega, se pravi spet standardna sekcija, 4 stolpci z nečim. Kaj je to? Full width ali standardna? Full width, z nekim portfolio modulom. In spet, standardna sekcija, na pol, tle je tekst, tle je slikca. Spet, standardna sekcija, 3/3, blurb. Vse, kar je, da je potem vsaka ta sekcija, ima neke
neko grafiko, ki je aplicirana gor. Ne? Se pravi, tukaj je neka grafika, ki je v ozadju. To je to. Ne? Kakšno vprašanje? Ta del bo malenkost težji, ampak moramo iti skozi njega. Zato, ker moramo zakapirati to logiko tega urejevalnika. Preden gremo na urejevalnik, ki je potem frontend, ki je potem še bolj the best. Ampak to, da razumete, kako bi postavil to stran, se pravi, tle imam to, in nekaj gre noter. In potem tle imam to, gre noter. To, not, to je to. Dajmo zdaj ponoviti to, kar smo se naučili. Se pravi, ko gremo mi v poste, se pravi v novice, imamo tukaj spisek vseh novic, ki jih imamo. In novice mi omogočajo, da so stvari postavljene po kategorijah. Kategorije so lahko hierarhične, torej ena kategorija je lahko nad kategorija drugi, in pa po ključnih besedah, ki niso med seboj povezane. In pa, če gremo čez katerokoli od teh novic z miško čez, imamo takoj tukaj možnost na hitro urejati neke vsebine, lahko takoj vržem v smeti te stvari, oziroma si jo takoj pogledam na svoji spletni strani. Mimogrede, katerokoli od elementov, novica ali pa podstran, če jo zbrišemo, vedno jo lahko dobimo v košu tukaj. Torej, če zbrišete po pomoti kakšno podstran ali pa kakšno novico, imate tukaj le koš in lahko stvar dobite ven. Šele potem, ko specifično zbrišete ven iz koša, potem je ni več v bazi za dobiti. In da dodamo novo novico, lahko ali kliknemo tukaj na plus new, oziroma gremo z miško čez plus new, pa damo post, to je čisto isto, ali pa, ko smo tukaj, damo add new. Oziroma, še tle imamo isto možnost. To je to. Enako pri pagih. Zdaj, ker smo si vsi nastavili tole nazadnje, da je ena izmed podstrani glavna. Torej, ko pridemo na našo spletno stran, se nam pokaže tista stran. Tako da pri tisti strani vam bo zraven pisal front page. To je tista stran, na katero pridemo gor, če samo svojo domeno vpišemo. In pri domenah imamo to razliko, da je stran lahko podstran druge strani. Torej, klasičen urejevalnik, če si izklopimo Gutenberg, ga bomo imeli kar nekaj časa, dokler nam ga ne bodo totalno vsilili. Torej, naslov, novice ali pa strani gre sem. Če hočemo imeti samo običen text editor, gre besedilo sem. Če pa hočemo DV Builder vklopiti, pa kliknemo na Use the DV Builder. Torej, v trenutku, ko dobimo zdaj DV Builder, spet, naslov imamo še vedno tukaj, in v trenutku, ko bomo napisali naslov oziroma shranili našo stran, lahko tukaj vidimo, kakšen je URL te strani, novice ali pa podstrani. In ta slag, ne vem točno, kako se to prevaja v slovenščino, lepo verzijo naslova lahko z gumbom na edit spreminjamo. Se pravi, tukaj bi lahko zdaj iz 71-2 bi recimo spremenili v, ne vem, Jože. Oziroma ne, Jože ne more, zato ker ne moremo uporabljati čovnikov, Joze bi pa šel. Torej, na desni strani, ne pozabiti, da imamo tukaj ogromno enih možnosti. Ena izmed njih, gumb Preview, ki vam bo odprl v novem zavihku to stran, karkoli že tukaj delamo, z vsemi spremembami, da vam ni treba posodabljati. Ker v trenutku, ko kliknete na posodobitev, se bo ta stran shranila
ne, in bo stran javna, ne, z vsemi spremembami, ki so. Če hočete katerokoli podstran vršiti v smeti, muftu češ, tlele direktno lahko vržemo. Tukaj lahko spremenimo datum posamezne objave. Ne vem, recimo mi imamo na fakultetini strani so zadnjih 12 novic. Ne? Se pravi, če bi želel kdo si med en pa drug kvadratek stišati tretji kvadratek, pač mora potem datum, ki je med enim pa drugim, pač samo spremeniti, da se ta stvar pojavi. Ne? In če si tukaj izberemo, da je objava v prihodnosti, ne, bo ta objava šele takrat vidna na spletni strani, ko pride ta datum čez. In pa tukajle visibility public lahko skenslamo to, da je stvar ni javna, ampak da je vidna samo nam kot administratorjev. In pa ne, pri samih straneh ne, imamo tukaj možnost, da rečemo, da je ena podstran drugi. Ne, oziroma, ja, ne. In pa tukajle pri default templateu imamo možnost, če ima še kdo odprto tale urejevalnik, ki je bil prej. Če si izberete tukajle default template, pa date blank za hec, pa shranite. Če boste pogledali tisto svojo spletno stran, boste videli, da imamo samo eno slikco, ne? Se pravi, v mojem primeru samo ene mačke, samo mačke, brez glave, brez noge, ničesar ni. Ne? Se pravi, če bi želeli recimo delati nek call to action, ne, oziroma nek landing page, ne, da pošljete nekoga direktno na link, ne, imate čisto prosto, ne, da si postavite elemente, točno tako, kot je, nima navigacije, uporabnik nima ničesar, se pravi, šel bo do konca, ne, kot pač nek sales letter ali pa karkoli, ne, imate to možnost. In pa spet, ne, to so te trije elementi, ki so glavni za čim prej zapopast v Divi urejevalniku. Sekcija, glavna, ne, znotraj sekcije so vrstice za stolpci, ne, in znotraj teh stolpcev je potem nek modul, oziroma lahko jih je 20 teh modulov. Ne, in če gremo zdaj spet pogledati, ne, tako kot sem vam prej pokazal, ne, imamo zdaj, to je sekcija, ne, to je regular, standardna sekcija, ne, z standardno širino, ne, in to je vrstica s 3 stolpci in to je modul. Ja? In tudi barvno boste videli, da je razlika. Ne? Se pravi, standardna sekcija bo modre barve, full screen sekcija bo, kaj že purple, vijolične? Ja? Evo, ne? Torej, tukaj lahko vidimo, recimo, ne, naravna sekcija bo držala širino, medtem ko vse, kar je full screen, bo šlo, kolikor gre lahko v širino noter. Ne. Se pravi, ta je celozaslonska in ta je navadna. To je vse isto. Aha. Imamo pa potem še eno zadevščino. In sicer tako imenovana posebna sekcija. Kaj je to? Zdaj, če smo prej videli, ne, da je praktično vsaka zadevščina, ne, na spletni strani, ne, horizontalna. Vse je horizontalno. Tale kuli, dajmo si tole malo drugače. Se pravi, vse te sekcije so horizontalne, ne? Nimam možnosti nekih vertikalnih stvari postaviti. Ne? Kaj pa, če bi želel, da je ob vsej te vsebini nekaj na desni strani ali pa na levi strani? Ne? Zato mi to omogoča tako imenovana specialty section, ki je tukaj le zraven, tretja, in ona mi omogoča tole. Ne? Da, ne? Jaz sicer lahko tukaj le postavljam elemente, kakor hočem, ampak tukaj imam pa jaz en prostor, ne, ki bo šel sam od sebe dol, ne? In ga ne bo nič od teh horizontalnih stvari zmotilo. Ne? Pravi,
če bi vam pokazal, kako to izgleda tako, ne, tako so bili včasih praktično vsi portali narejeni, ne, da imam zdaj ne, tukaj eno vsebino in potem imam spet tukaj, ne, pol, ampak ne, tukaj na desni strani in celo na levi strani imam pa prostor za nek dizajn, ne, ki se štuka normalno. Ne glede na to, kdaj se to konča, ne, in kakšni dizajni so tukaj. Ne. Ustavi se tukaj in čok. Ne. In če pogledate zdaj nazaj, to je to. Ne. 1/4, 1/2, 1/4. Še enkrat, ne. Tukaj imamo undo za vsak korak, ki smo ga naredili, in pa spisek vseh stvari, ki smo jih naredili, in pa potem imamo znotraj WordPressa še revizije. Ne? Da vam jih pokažem, kako ta stvar v resnici izgleda. Se pravi, jaz sem zdaj v urejevalniku in načeloma, zaradi tega, ker je moja spletna stran še čist sveža, nimam revizij tukaj na voljo. Dajmo iti čist zgoraj, da pridemo do Screen Options. Zgoraj desno imam Screen Options in tukaj le izberemo, zato ker Domen še ni objavil te strani, tega še nimam noter. Tako da v trenutku, ko bom objavil in šel še enkrat v Screen Options, trenutek, očitno moram eno spremembo narediti, zato da pridem do tega. No, evo ga. Ne? Torej, zdaj, ko sem naredil eno spremembo, potem, ko sem objavil zadevo, imam tukaj le Revisions. To samo enkrat boste obkljukali, pa boste vedno imeli. Ne? Torej, Revisions na miški, ki več, miška hoče tudi spančati. Ok, torej, kliknem na Revisions in nič drugega načeloma ne bi smel narediti. Bi se mi stvar mogla pokazati, ali moram še enkrat refreshati. Evo ga. Tukaj imam zdaj dve spremembi, ki sem jih naredil. Ne? Torej, ta prva sprememba je bila, ko sem objavil, in ta druga sprememba je bila, ko sem, mislim, da sem en modul dupliciral in potem še enkrat shranil. Ne? Torej, vsaka sprememba, ki se bo zgodila, ne, če boste imeli več uporabnikov, ki dela za vsebino, lahko točno vidite, kdo je bil tisti, ki je to naredil. Ne? Torej, koga moramo napisati, ne? Če je kakšna stvar pobrisal. To je to. In še enkrat, ne? Kjerkoli na tem elementu, tlele je malo večji problem, zato ker je tole polno ikonc, ne? Ampak tukaj malo na levi strani, ne? Ali pa tukaj, ali pa kjerkoli, ne? Lahko primem in potegnem. Ne? Tukaj ga lahko kloniram in tukaj si na vsaki vrstici lahko spremenim stolpec. Ne? In pa, ne? V katerikoli, na katerikoli hamburger meni kliknem, lahko pridem zdaj do tega. Ne? Stvar lahko zaprem z X-om in stvar lahko zaprem tako, da jo shranim. Ne? Če naredim X, bo šel cancel in se stvar zapre. Do tegale lepega zavihka bomo prešli naslednjič, ko bomo šli v vizualni urejevalnik, zato ker bo stvar toliko bolj enostavna, ne? Zato ker boste vsako spremembo, ki bo narejena, bomo videli, točno bomo videli, kaj se bo spremenilo in kako bo stvar izgledala. In pa tukaj imate še možnost preview. Meni vsakeč, ko sem to delal, stvar ni delovala, zato ker imam blokirano to skozi en extension, ampak če kliknete na tale uček, se bo tale stvar zamenjala in boste točno vedeli, kako bi modul v resnici moral zgledati, ne, skupaj z naslovom, skupaj z besedilom, karkoli že ta stvar je.
Torej, naslednjič bomo spoznali vse te module in pa potem bomo spoznali ta drugi del Divi urejevalnika, ki je front-end urejevalnik. Se pravi, da ne delamo več za tem dizajnom, ne? Ampak bomo točno na tem delali od spredi, da bomo videli vse te stvari in bomo tam lahko spremenili. Ne? Zdaj, s tem hočem začeti zato, ker je fajn, da zakapiramo, kako je stvar strukturirana, ne? Kako je ves ta dizajn strukturiran. Dajte za hec, ne? Doma, odprete nekaj teh layoutov, ne? Si jih da zamenja vse, ne? In potem sam pogledate, če lahko, ne, mogoče, ko pogledam tisto podstran, če lahko že razumem, kako je stvar narejena, ne? Kako so te stvari narejene. Zato, ker v vsako stvar greste potem lahko noter in točno vidite, ne, kako je zrezek spečen. Ne? Kje je bila krava zaklana, kako je bila stvar pripravljena. Ne? Do ta zadnjega detajla. Ne? Torej, za katerokoli stvar lahko greste potem noter, hamburger meni, aha, točno tako, pik, tam je bila stvar spremenjena. Ne? In tudi že, kako je bilo posameznemu modulu ime. Prosim, ne se ustrašiti, no? Ta urejevalnik izgleda tako ful bolj kompleksen od tistega Gutenberga, ampak omogoča toliko več. Ne? Samo skozi ta prvi korak je najtežji, moramo nekako na silo prideti, ne? Se pravi te sekcije, stolpci pa moduli.